Mislim, da je v vsakem primeru odgovornost nas, tako kot je bila naših staršev, da so nas pripeljali do sem, je tudi nas kot staršev, mora razjedati ta odgovornost za naše otroke, vnuke, da bo tudi naša kri živela naprej v svobodi. Tako da, gledajte, naslov tega razmišljanja, ki ga bom zdaj podal, spolne anomalije kot poskus vpliva na razpad nacionalne identitete. Torej, v primeru, ko se posameznik preoblači, recimo, da se samo preoblači v drug spol ali pa se identificira s svojimi čustvi, kot drug spol se pojavlja več vidikov, ki lahko vplivajo na družbo in posameznike. Torej, anomalije, ki jih bomo skušali ubesediti, lahko dejansko povzročijo zmedo pri posamezniku in neenakost v različnih okoljih. To, čemur zdaj doživljamo. Tradicionalni rečejo, da smo eni tradicionalni, eni so pa progresivni, pa napredni. Zdaj, če jaz ti dve besedi primerjam s človekom, ki je v naravi, odkar človeštvo pomni, in če to primerjamo z drevesom, je drevo zdaj tradicionalno, kot lele jaz, ko zdaj pogledam, vidim lipo, a je lipa tradicionalna, a se mora progresivno v kaj drugega razviti. Tako neumnost zdaj mi počnemo, ali pa voda, a zdaj bo voda progresirala v nek drug element, ali pa zemlja, ali pa naši pridelki, kmečki, ali pa živali se bodo spreminjali v nekaj drugega. Samo človek je lahko toliko neumen. Anomalije, ki jih bomo skušali ubesediti skozi to razmišljanje, pa lahko povzročijo, tako kot sem rekel, zmedo in neenakost v različnih okoljih, kot so lepotna tekmovanja, šolske učilnice, družbene dejavnosti, to, kar se zdaj dogaja. Na kratko si poglejmo, kako to preoblačenje, ta miselnost, ta konstrukt, socialni konstrukt, vpliva na samopodobo. Vpliv preoblačenja ali identifikacije kot drug spol na samopodobo posameznikov je izjemno kompleksen, to, kar doživljamo zdaj. Otroci in mladi so v čutljivem razvojnem obdobju, kjer oblikujejo svojo identiteto. Vplivanje na njihovo samopodobo s takšnimi anomalijami pa poveča zmedo in negotovost ter vpliva na njihov psihosocialni razvoj. Povem vam dogodivščino, ki se mi je zgodila danes. Dobil sem stranko, ki je želela vezati eno kopirano knjigo, kar sem storil, in vmes se pogovarjamo, na mizi sem imel ta naš današnji program in to gleda in pravi, zanimivo, pravi, a veste, da v naši srednji šoli moja hči, 15 let stara, veste, in tukaj na srednjo šolo v Ljubljani, in ko je prišla, so jo poklicali psihologi in so ji rekli, kaj želi biti, ona pa kako, v tem smislu, kaj želi biti, se je rekla, sem prišla na vašo šolo se učiti, No in pol so jo napeljali na to spolno identiteto. Ponudili so ji cel spektr, kaj ni, kaj še je, kaj bo, in jaz sem samo strmo gledal. Se pravi, v šolah, v srednjih šolah, v osnovnih šolah so zdaj imeli čez vsa ta poletja učitelji, profesorji, so imeli srečanja in tečaje, kako to implementirati. Namreč United Nations je dal navodila, WHO je dal navodila, v začetku oddaje smo videli, odkud vse to prihaja. Pri nas so celo knjižico tole naredili, je neko ministrstvo za ne vem kaj, za enakopraven razvoj, ali kaj se že imenujejo, pojma nimam. Pa groza. Skozi vsa ministrstva, se pravi v zdravstvo se vrivajo, v gospodarstvo se vrivajo, najhujše pa je v šolstvu, ker se pa dotika direktno naših otrok in s tem naših družin in našega počutja. Kaj bomo s tem naredili zdaj? In ko mi je gospod to povedal, je rekel, da je prišla domov hči povsem zbegana in mu je to povedala. Povedal je zdaj po dogodek, mislim, da je to zdaj po enih 3-4 letih, to se dogaja, že prej se je dogajalo, zdaj pa še toliko bolj, zdaj pa kar odprto, prej pa za zaprtimi vrati. In šele, ko je fanta dobila, se je nekje zdaj malo zbudila in našla, da je dekle, ker prej so ji čisto zmešali kompletno lestvico posebnih odločitev in psihofizičnega obnašanja in percepcije tega sveta.
Ne? To se pravi, vpliv preoblačenja ali identifikacije v drug spol zelo vpliva na samo podobo posameznikov, posebej mladih. In je dejansko zelo kompleksen proces. Še posebej pri otrocih in mladostnikih, ki se nahajajo v obdobju občutljivega razvoja. Lahko ta vpliv močno vpliva na oblikovanje samopodobe identitete. Čeprav je raziskav ogromno, ki so jih delali, zato ne bi mogli zdaj tega voditi, to je 40-50 let, ki so skrite raziskave, ampak javnih raziskav je zelo malo. Zato, ker jih ne morejo objaviti, zato, ker so konstrukt. Torej, javne objave v tem smislu ne morejo obstati, ker nimajo realne podlage, so skregane z realnostjo, ker je vse namišljeno, ker je vse tisto, kar jaz čutim, lahko postanem, ne kar dejansko fizično sem. Ne? In kot ugotovljeno, uradnih raziskav sploh še ni, ker jih ne more biti. In zdaj gledajte, edino psihološka raziskava, kako to zakonito, zakonsko uriniti v vrtce, osnovne šole, srednje šole, fakultete, v podjetja, v državne ustanove. Tle so pa naredili res en tak nesramen preboj mimo zakonodaj, skratka z mednarodnimi pogodbami, katere tudi Slovenija podpisuje in se zavezuje, tako kot smo zadnjič videli, kar naredi predsednik vlade z državnim zborom deklaracijo o obljubi zaveze, da si ne bodo nagajali, da bodo skupaj delali agendo 2030 in to v uradni list postavijo noter. Je pa poslušajte, zakonodajno telo je tisto telo, ki odloča v končni fazi, ja ali ne je zakon sprejemljiv ali ni, ali je dober ali slaba, ga bojo sprejeli ali ne. Ne pa da vlada ponudi v državnemu zboru, državni zbor pa je že prej z deklaracijo zavezan, da bo sodeloval z vlado. Vprašajte se, ljudje dragi moji, kje živimo. Ne? In tukaj to res povzroča mešane občutke, različne reakcije, politično preoblačenje, spolno preoblačenje, skratka povsod je sam transvestit. Vse, kamorkoli stopite, je narobe. Zdaj, otroci in mladi, ki se identificirajo kot drug spol, ki se preoblačijo v nasprotnem spolu, se lahko srečujejo dejansko z družbenim in tudi vse pritiskom, stigmatizacijo, nesprejemanjem strani okolice. Zakaj? Čisto preprosto, zato ker je to nenormalno, ker je to abnormalno, to, kar bi lahko tudi rekli. In zdaj so se našli eni ljudje, ki zaradi nekih teh primerov prisilijo vso družbo v družbeno pogodbo, zakonom, da moramo mi to zdaj sprejeti zaradi teh 20 ljudi. Ko se pa 30,000 ljudi podpiše pod en zakon, tega pa ne sprejmejo. Okay? Zdaj vidite, kje živimo. Zdaj vidite, da oni ta malih 10 tistih, ki se preoblačijo dnevno v ženske, moške, karkoli že, jim dajo zakonsko pravico, ker ne sme biti diskriminacija 30,000 podpisanih ljudi, ki ne morejo živeti, ki ne dobijo dovolj plače ali pa so na robu uboštva. V tem primeru pa se noben ne zgane. Zakaj? Zato, ker je tako narejeno, tako predvideno. In vi še vedno verjamete v lepe napovedi, v lepe obljube, krasno, inkluzivno, vključili vas bomo, seveda vas bodo vključili, pa še kako. Vse nas želijo vključiti. Verjemite mi, nobody will left behind, ali kako je že njihovo gesto. Oda, gledajte. To so izredno zmedeni občutki, zavrnitve in tudi človek zgubi ob tem dejansko lastno identiteto. Jaz se moram zdaj ukvarjati, kaj se pa grejo. Zdaj bom jaz pri svoji starosti ugotavljal, kaj je ženska, kdo je ženska, kaj je moški, kdo je moški, pa se je vsem odpeljalo. Posamezniki se lahko znajdejo v notranjem konfliktu in tudi se. Še jaz o tem razmišljam, ko je bilo povsem naravno, normalno, sprejemljivo, zdaj pa naenkrat ni več sprejemljivo in te občutke, pričakovanje družbe in se sprašujemo sploh o svojem mestu z vrednotami, etiko, moralo, vrednosti. Glede na sodobna psihološka spoznanja in psihofizične spremembe je pa zelo očitno, da je to dejansko ključ, po katerem lahko s tem vplivom na cilj dobesedno oslabiš kompletno identiteto in s tem družinsko pripadnost, institucionalno pripadnost, nacionalno pripadnost in če želite na koncu tudi propad države, državniško pripadnost. Vse propade.
tudi pripadnost, recimo veri, če kdo veren, recimo karkoli. Človek se ukvarja z stvarmi, ki so konstrukt in zanemari realnost in takrat vse pade. Verjemite mi, sami veste, če en mesec kuhinje ne pospravljate, pa posode ne pomijete, žene, kakšno bi to izgledalo. Treba je sproti delati, tudi mi moramo sproti reči ne, ne, ne. Pri psihosocialnem razvoju posameznikov vplivajo ob takšnem spolnem prikazovanju tudi občutki osamljenosti in izolacije. In zdaj psihologi to ugotavljajo, da se to dogaja. Hkrati to dopuščajo, ugotavljajo. In kakor smo prej videli v filmu, ko je gospod povedal, da leta 1975 je bilo 15% teh LGBT, za katere so rekli, ja, to je pa zdaj mentalna bolezen. No, zdaj smo prišli pa v 2023, smo pa mentalni bolniki postali tisti, ki smo redno poročeni, tradicionalno poročeni. Zdaj smo pa mi mentalni bolniki po njihovi logiki, ker se je to tako razširilo. Videli ste procente, kam so pripeljali v institucijah, pa ljudje kaj o tem menijo. Tako da ljudje konce spanja, ali nas bodo požrli oni, ali bomo pa se mi rešili iz tega ven. Hočejo vsakega otroka najprej dobiti. In pomanjkanje podpore in razumevanja vsega tega, kar sem povedal, lahko pripelje v velike, velike težave. Najprej pri vzpostavljanju medosebnih odnosov, ki razdira in zavira pozitivne odnose, samopodobo in sprejemanje lastne identitete. Ker če človek nima svoje samopodobe urejene, povejte mi, kako bo to izkušnjo prinesel naprej, kako bo stal, ko bo nekaj rekel, če nima identitete. Ne more, ker ne more za tem niti stati. Ker še to, kar reče, ni rekel tisti človek, ki v resnici je. Pomeni, da je vsaka beseda, ki jo reče transgender, laž, ker je vse pretvarjanje. In mora reči, da je laž. In to bomo v filmu videli. Noben od njih ni znal odgovoriti, kaj je ženska, zato ker ne more, ker ni realne podlage. Ne more. No, preprosto vprašanje, ne more reči, kaj je mačka, sploh ne ve, kaj je mačka, boste videli bolj v filmu. In gledajte, to so ti posamezniki, ki zelo trpijo. Na ta način se lahko takšne osebke, žal mi je za te ljudi, tudi za njihove starše, ki so to dopuščali in pa da se to sploh dogaja. Ta Soros je res veliko plačeval tele NVO skupnosti, ki so to širile in ljudi posamezno zavajale. To oddvoji od družbenih interakcij, ker tebi se potem cel krog spremeni družbeni. In od družbenih dejavnosti, od vsega. Tako da to propadajo družinske vrednote in hkrati vzporedno s tem propade tudi občutek družbene pripadnosti. Zdaj, kot smo rekli, znanstvenih analiz ni in oni delajo svoje znanstvene plačane analize, da zavedanje družinskih vrednot ni, analize pa kažejo, da je samovoljno spreminjanje spolne identitete, kot ga promovirajo na internetu, spletnih straneh, televiziji, mediji, šola, država in podobni dejavniki, zelo kompleksen in kontroverzen pojav. Ta pojav lahko ima različne vplive na kulturno identiteto, ki so pomembni za družbeno dinamiko, vendar pa je pomembno opozoriti, da ocena sprejemljivosti tega pojava zahteva dejansko uravnotežen pristop. Kaj je uravnotežen pristop? To, da so oni lahko agresivni in mi moramo to samo z argumenti se braniti, ali smo lahko nazaj tudi besedno strogi, nepopustni, ne bom rekel agresivni, ampak dejansko praktični. Treba je povedati, pristop ne more biti zdaj neki znanstven pristop, če se 10 let neka znanost dela, s katere sploh znanosti ne moreš narediti, zato ker je vse izmišljeno. To je izgubljen čas. Treba je postaviti mejo, če je kurikulum v šoli tak, da se to poučuje, potem otroka izpišete in če ne bo otrok, šola ne bo imela koga poučevati. Glejte, vse dovolj, jaz vem, da vas samo par sliši danes, samo nekaj vas sliši, en drobec. Ampak ta kapljica, veste, naredi potem kroge, ki se razširijo, razvalovijo in to nihanje gre naprej, hvala Bogu. Tako da dajte tudi vi o tem govoriti.
še kaj prebrati, pa razmišljati. Vem, da je težko, na vseh frontah so napadi. Ne? Takšne so tudi moje individualne izkušnje. Vse to, kar smo povedali, ves ta kompleks pa vpliva na kulturo in njeno identiteto. Ne? Ko govorimo o nacionalni identiteti, govorimo tudi o kulturi, ki pa temelji na družbenih normah, na vrednotah, na tradiciji. Prej smo rekli drevo. Drevo je vedno drevo, ono sploh rabi govoriti o tradiciji, če je vsako leto enako. Zakaj moramo mi o tradicijskih vrednotah govoriti? Ravno zaradi teh sprememb, ki nam jih vsiljujejo, ker nam vladajo skozi besedo, moč besede, kot smo v prvem delu poslušali. Ne? In pojav samovoljnega spreminjanja spolne identitete lahko povzroči razpoke v teh tradicionalnih konceptih spola. In to vse vpliva na spreminjanje družbenih norm, na spreminjanje vsakodnevnih vrednot. Privede lahko do konfliktov med različnimi skupinami znotraj družbe, kar se absolutno dogaja, ki se morda ne strinjajo glede sprejemljivosti tega pojava in se tudi ne strinjamo, ker je to vsiljen pojav. Prav tako se lahko pojavi tudi občutek izgube identitete in pripadnosti tistih, ki so navezani na tradicionalne koncepte spola. Človeka toliko časa bombardirajo, to je kot kapljice, stalagmiti, stalaktiti, potem pa, veste, človek vedno manj občutljiv in na koncu reče, me ne zanima. To ni prav, mora vas zanimati, zato ker njih zanimajo predvsem naši otroci. In zaradi naših otrok se moramo zgibati, to je naša dolžnost, odgovornost. Ja? No, v tem pogledu lahko govorimo o družbeni strukturi in enosti. Družbena struktura, če se razbije, ni enost. Dokler družbena struktura v neki komunikaciji ima možnost komunicirati, se povezovati in tradicionalno idejo gnetiti kot testo kruha, ne pa samo razmišljati, da v bistvu kruh mesem in jem in potem to pojem in sem sit, tak človek. To sta ti dve razliki. Spremembe v družbenih normah, ko jih povežemo s spolom, pa lahko vplivajo na družbeno strukturo in enotnost vseh nas in kompletne družbe. Ker konflikti med različnimi skupinami, ki imajo različna stališča, recimo glede spolnih identitet, to je pač en aspekt, ki ga zdaj obravnavamo, seveda so nestrinjana različna, pač pa predvsem to lahko vodi do polarizacije in zmanjšanja družbene kohezije na celoti. In ravno s tem želijo to doseči, da se družba ne drobi. In to, gledajte, vse vpliva na oteževanje sodelovanja, na komunikacijo med posamezniki, ter vpliva na širši družbeni mir in na širšo družbeno stabilnost. Kar vihra v duši. Jaz sem pripravil za danes tudi nekaj primerov iz neka filozofska razmišljanja in nekaj zgodovinskega preseka okrog tega. Bom skušal biti kratek, glih toliko, da malo pogledamo, potem bom pa predal še besedo Iveljani. No, lejte, v zgodovini so se pojavljali primeri, kjer so spremembe v družbenih normah in vrednotah vplivali na kompletno družbeno tkivo. Različne kulture in filozofije pa so se ukvarjale z vprašanjem spola in identitete ter preučevale njihov vpliv na družbo. Pomembno je pri tem razumeti, da so družbene spremembe pogosto široke in jih ni mogoče enemu dejavniku pripisati. Zdaj, katere so te skozi zgodovino gledamo? Evo, razpad Sovjetske zveze, razpad vrednot, razpad družbenega reda, to je bilo obdobje ekonomske nestabilnosti, političnih sprememb, socialne dezorientacije in tako naprej. Razpad Sovjetske zveze. Potem, recimo, lahko rečemo kulturna revolucija v Kitajski, ki so jo umetno naredili. So se tudi preoblikovale družbene norme, vrednote, imeli so možnost vse na novo zgraditi. Poglejte, kje so danes. Takrat so prišli razni investitorji k njim, ker je bila poceni delovna sila. Glejte, iz vseh teh stvari, tega družbenega gibanja, nastajanja, propadanja, dviganja se pač neka dinamika ustvarja in mi moramo skozi to dinamiko sodelovati v tem smislu, da bo dobro za nas, pa ne smemo biti tiho pri teh novih ideologijah in jih kar sprejeti. Tako kot na Kitajskem so te spremembe povzročilo totalno dezorientacijo posameznika in take posameznike silno lahko voditi.
Tehnološko so danes oni že pol roboti. Naslednji tak vpliv je filozofski vpliv, ne? Recimo filozofija postmodernizma in dekonstrukcije je postavila pod vprašaj vse tradicionalne koncepte v tej obliki. To, kar govorimo o tej tradiciji, vse nam razbijajo, ne vemo več, kateri so prazniki, ne znamo se več orientirati po planetih, ker jih tako ne vidimo zaradi svetlobne onesnaženosti in ne vem česa vsega. Moraš biti res v enem kraju izven mesta in se usediti, v travnik in stol in čisto nebo in takrat mogoče kaj vidiš. Ampak nismo več poznavalci podnebnega stanja in stan zvezd. Se spomnim, mene je oče odpeljal na travnik in me je naučil, kje je kater voz, kje je katera konstelacija, ne vem, odkot njemu bilo to znanje, ampak on je mene naučil, glej, to je to, to je tam, to je tam, to je tam, takrat je tako. In mi je prenesel svoje znanje naprej v prakso, v uporabo. Da sem potem začel razmišljati drugače, kot bi sicer, če s tem ne bi seznanjen. Potem, gledajte, še druga taka stvar je rasizem v Južni Afriki, apartheid smo rekla. Ta režim je povzročil globoke delitve med različnimi rasnimi skupinami in kršil človekove pravice. Vsi vemo, kaj v Afriki počnejo. Državo in ljudi razdelijo, materialne stvari, rudnike, naravne stvari pa jim vse izčrpajo. Ampak zdaj so končno enkrat rekli dovolj je, Evropi so rekli na enem sestanku rešiti. Zdaj smo vsi tako stari že, da se vi spomnite socialnih sprememb v 60-ih, 70-ih letih. Gibanje za ženske pravice, LGBT pravice so sprožile konflikte, tradicionalne vrednote, nove identitete, to je vse povzročilo razdvojenost. In te socialne spremembe iz 70-ih let, kot smo gledali že prej po statistiki, so vse danes, smo v tem trendu in v tem delovanju. Te spremembe so vplivale, gledajte, na dinamiko družinskih odnosov, na izobraževalni sistem, na delovna mesta, na vse državne institucije. Razvoj družbene norme je bil v tem obdobju zaznamovan s prilagajanjem novim poslovnim identitetam, družbenim identitetam in tudi spolnim identitetam. Vse to je sprožilo refleksijo o družbeni hierarhiji in te moči so se čist po svoje porazdelile po prostoru in po državah. Zdaj, rezultat teh sprememb je bil povečanje zavedanja o enakosti. Določene skupine so se identificirale z eno stvarjo in zdaj vsi so prišli skupaj z različnih držav in zdaj so enake tem. In to se je to zavedanje začelo hkrati drobiti in seveda tudi kohezivno delovati v nekih določenih elementih. In so se hkrati pojavile pri tem seveda tudi težave pri sprejemanju teh novih razmišljanj in novih pristopov. Tako da, kar se tega tiče, bi povedal samo še glede psihičnih in mentalnih motenj. Glejte, psihične in mentalne motnje nastanejo pri preoblačenju in so kompleksne, raznolike, tako na posameznika, kakor tudi na okolico, v kateri se posameznik giblje. Vendar je pomembno, da so takšne trditve, za katere smo zdaj rekli, da se to preuči in se razišče, zato da se potem neka določena stopnja znanstvene povezave s tem lahko ugotovi. Pri zdravorazumnih znanstvenikih in stroki je to že potrjeno. Pri unih, ki pa zagovarjajo iluzijo, pa se to ne more potrditi, ker drugače njihova iluzija poruši. Iščemo nekoga, ki bo naredil celovit in znanstveno podprt pristop, ki zahteva razumevanje, ki zahteva strokovno obravnavo psihičnih in mentalnih motenj. Vključno s temi duševnimi, duhovnimi, mentalnimi motnjami znotraj LGBT skupnosti, ki so preprosto odražajo v enoličnih družbenih, kulturnih kontekstih. In zdaj, če gremo k WHO in zdravstvenim ustanovam po vsem svetu, so nekako ignorirale to povezavo med LGBT pojavom ter psihičnimi in mentalnim zdravjem. Kar ignorirajo, ker vejo, da to obstaja. Tudi COVID, zdaj tudi smrti ignorirajo, ker vejo, kako ljudje umirajo. Tudi stranski učinki po cepivih, vse ignorirajo,
Ne? Zaradi tega, ker ni takoj cepivo. To je kasneje, to je zaradi vašega slabega počutja, zaradi pridruženih bolezni, zaradi tega, onega, tretjega, sam cepivo. Ne? In na vse na to finto lovijo v vsaki stvari. Ne? Ok. V kontekstu zdravja in razvoja družbe je nepomembno spodbujati inkluzijo, strpnost in enakopravnost za vse posameznike, ne glede na njihovo spolno identiteto ali usmerjenost. Jaz pravim, stigmatizacija ali označevanje identitete kot fikcijo ali koristno, ali je to koristno za družbo, ali je to v skladu s sodobnimi pristopi k zdravljenju, k razumevanju človeške psihe. Ko priješ k zdravniku, ki je transgender, pa te bo pozdravil, kako gleda na tvojo bolezen. A gleda na tvojo bolezen fiktivno ali gleda dejansko, da je to bolezen in to pozdravil. A veste, kdaj gledajo zdravniki fiktivno na bolezen? Ko te pogleda, pa ti napiše farmacevtsko tableto, ti potem da fikcijo, da poješ, ne da se z naravo zdraviš, pa tako, kot je telo treba zdraviti. Ste zagledali še eno stvar. Vsa medicina, vsa kemija, vsa farmacija, vse to je fikcija. Z naravo, z realnostjo nima nobene veze. Razen to, da ti dajo koktejl, tableto in da to zaužiješ, ki je vse umetno. Potem vloga državnih organov, države, družbenih organov, kar se tega tiče. Gledano skozi to vprašanje podpore ali nesprejemanja takšnih anomalij strani državnih organov ima globok in družben politični vpliv. Država mora zaščititi pravice posameznikov, vključno s pravicami svobode, izražanja in enakosti. Hkrati mora upoštevati vpliv in družbeno strukturo in družbeno identiteto. Naša država gre zdaj samo enosmerno pot. Vprašanje podpore ali nesprejemanje takšnih anomalij strani državnih organov je pa zelo pomembno za naše počutje. In zato je prav, da o tem govorimo, da o tem pišemo, da se o tem informiramo in tako naprej. Ker gledajte, oblikovanje politike in pristopov državnih organov, ki vodijo zdravstvo, šolo, policijo, represivni organ in vse, kar pač državne uprave je, država mora prisluhniti različnim glasovom. Zakaj ne morem jaz zastave na občini izobesiti ali pa državnem zboru LGBT pa lahko? Zakaj ne moremo mi dati zastave ali pa kdorkoli svojega grba družinskega? Se pravi, država tu eno govori, drugo pa izvaja. To, lejte, oblikovanje politike in pristopov državnih organov do teh vprašanj zahteva res premišljenost in občutenost. Vendar pa tega nimajo. Jaz pravim tako, od državnih organov se poleg tega pričakuje, da bodo dali ustrezne mehanizme za reševanje konfliktov, nesoglasij ter spodbujali dialog med različnimi skupinami v državi. Vendar je tega vse manj. Skupno delovanje državnih in družbenih organov je dobro, ampak kadar gre za dobro ljudi, ne kadar gre za izvajanje agende, ki jo predpiše neka zunanja organizacija, katere mi ljudje nismo volili. Tako da tukaj gre za krajo glasov, krajo moči, vdor v državo, za neviden prevzem in tega je mene zelo strah. Kje se pa največ to izvaja? To se pa največ izvaja v izobraževanju in ozaveščanju. Izobraževanje, to, kar mi počnemo, ima ključno vlogo pri razumevanju vsega, kar pač uspemo povedati, da človek malo razmišlja o teh stvarih. Danes se pogovarjamo o spolnih identitetah, o preprečevanju teh negativnih vplivov, kako preprečiti. Ne moreš preprečiti, če tega ne poznaš, zato se izobražujemo, da stvari prepoznamo, da jih vidimo in da lahko rečemo, aha, to je konstrukt, to je pa v redu, to je pa naravno, je pa logično, tako kot je v našem statutu. Ne? Kar je pa umetno, je pač umetno. In vloga izobraževanja in ozaveščanja, dragi moji, je ključna pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov. Šolski programi lahko vsebujejo učne vsebine, ki obravnavajo spolno identiteto in raznolikost, kar bo prispevalo k ozaveščanju in sprejemanju med mladimi. Absolutno se ne strinjam s tem. Zato, ker je
bi morala biti posebna čustvena in spolna vzgoja, to je pa šolstvo, je pa izobraževanje, ne pa ubraževanje. Izobraževanje. Ne siljenje v dušo, ampak dati znanje, ki je okoli nas, okoli katerega smo obkroženi. Druge šole so namenjene za ubraževanje, za našo notranjost. In šole, in država vedno bolj posega in nadzira v bistvu naše počutje. Iz tega vidika bi bilo treba narediti kakšna predavanja, da bi se seznali z ustrezno tematiko in da bi se ti predsodki seveda tudi zmanjšali. Torej, skozi ta pregled, čisto za zaključek, smo skušali poiskati različne vidike anomalij v zvezi z spolno identiteto in njihov potencialni vpliv na družbo, kulturo in izobraževanje.